Beletrina v živo. Živijo, danes v Beletrini v živo govorimo o branju mladih. Jaz sem Maruša Prelesnik Zdešar, urednica oddaje Male sive celice in idejna vodja rubrike Prebrane celice, kjer veliko beremo in razmišljamo o knjigah. In o tem bo tekel tudi današnji pogovor. Z mano sta dva izjemna gospoda, verjamem, da ju vsi poznate, pa vendar. Tukaj je kulturni, bom rekel, multipraktik Boštjan Gorenc Pižama. Živijo? Živijo, ja, danes sem glih v nastavek za gnetenje gor. Dobro, odlično me veseli. In Damjan Zorc, vem, da tudi njega vsi poznate, anglist, prevajalec in tudi on velik promotor dobre literature. Damjan, živijo tudi tebi. Kaj bi še dodal o sebi? To imam tako vprašanje, vedno najraj. Mislim, da sem zelo vesel, da lahko delujem na področju knjige. Ljubljana ima eno tako zelo super naziv, je dobila UNESCO mesto literature in imam to čast, da lahko delujem v okviru tega in nekako povezujemo knjižna področja in knjižne akterje v Ljubljani in po celem svetu, kar mi je super, tako da sem ves čas v stiku z literaturo. Zato sem te tudi to vprašala, da si lahko to ti povedal. Ja, pri nas smo pa na vas, imamo pa vsak svojo polico knjižno. To je tudi veliko. Ampak da ne boste mislili, danes tega pogovora nismo zvezde mi, ampak mladi bralci, ki z nami berejo v prebranih celicah in komaj čakam, da z nami delijo mnenje. In to takšno mnenje, ki bo mogoče zvenelo malce nenavadno. To, da je branje kul, da je branje fajn, da radi berejo oziroma beremo. Koliko se strinjata s to tezo? Morda malce provokativno. Jaz sem mnenja, da mladi veliko in radi berejo in mislim, da moramo to zavest širiti tudi odrasli. Ja, jaz sem bil zadnjič na enem žuru in so vsi s knjigami bili. Koliko si kul. Jaz mislim, da itak je, imaš določene skupine, znotraj katerih je branje, kot vem, so bili tudi oni primeri tako, s knjižnega seba, ki so kakšni šolo prišli, pa jaz pa ne bi knjig, da bojo kaj sošolci, mislim, da itak je različno, kako je, ampak zdaj se mi zdi, da v tem sodobnem svetu je pravzaprav knjiga in tak, mogoče že celo za mlade nek artefakt preteklosti, da je tako, ne vem, kaj zdaj kot roke gledaš, kaj jim daš te stare telefone, pa gruntajo, kaj ne naredijo s tistimi 2 elementi povezanimi z žico, je pa tudi tako malo knjiga, ki imaš, jaz sem old school, jaz sem stike z naravo, predniki, ne vem, pač zmišljujem. Ampak Boštjan, kakšne so tvoje izkušnje, ko potuješ po Sloveniji, se srečuješ, bom rekla, verjetno bolj za osnovnošolci, pa vendar, verjetno so med njimi otroci, učenci, ki pa radi berejo, ki jih zanima literatura. Ja, tega je, dosti lahko pač jaz hodim po teh zaključkih bralnih značk. Pravzaprav moram povedati, da pač te zaključki so dostikrat tako, da je to pač nagrada za tiste, ki so brali, ki so opravili bralno značko in potem obiska knjižne ustvarjalke, knjižnega ustvarjalca. Jaz sem sicer raj, če kar vse pripeljajo tja, pa mogoče celo na začetku šolskega leta, da naredimo, ker imam s tem možnost, da nagovorim neprepričane še. Zato, da dobiš te mlade, ki mogoče sicer ne bi zašli v knjižnico, da jih pa pokažeš, pa lej se, knjige so tudi to, pa te stvari, pa govorijo o stvarih, ki vas zanimajo, pejte malo pogledati. En lepših teh primerov je bil krat, ki sem bil na eni gorenjski osnovni šoli in je potem mi pisala čez en teden knjižničarka, kako je pač tam nek učenec, ki je pač tak rahlo samosvoj, pač držal se tistih pravil, za katera on mislil, da se jih velja držati, sicer glih ne. In da je po mojem obisku prišel v knjižnico, si sposodil knjigo in potem začel obiskovati knjižnico redno, tudi pač v razredu, dosti bolj mir dal, ker se je s knjigami malo umiril, tako da ja, knjige pač ja, so za vse, samo najti moramo način, kako pridati do njih. Seveda bi je pa jasno, da vsakega ne bomo prepričani. Konec koncev so to pač tudi te psedino, imaš več otrok, pa jih isto vzgajaš, pa nekdo bo še zmer bral, nekdo bo pa 10 že rekel, dajte mi te knjige prosim nekam stran. Damjan, ti imaš 2 najstniški hčeri, verjetno si jih vzgajal v knjigah, to pravijo, da je tudi eden tak pomembnih momentov, ko starši že otrokom v zibelko položimo knjige. Berete ali se upirata zgolj temu, ker oče veliko bere? Jaz sem nek princip oziroma neko delovanje znotraj družine, ker se mi zdi, da se pač treba začeti navajati otroke že od
praktično od rojstva naprej. Ampak ne na nek vsiljiv način. Se pravi, ko so otroci zelo majhni, je treba čim več z njimi brati. Se pravi, ampak to ne vsak večer brane, ker potem navežeš nek stik, seveda, ker ima otrok še pri teh mladih letih seveda zelo navezan na starše in potem počasi gradiš to, ko bi rekel, to bralno zaupanje med staršem pa med otrokom in potem otrok pač zaupa, da so to neke vrednote, ki jih je vredno potem naprej. To je ena stvar, to je ta temelj, ki se gradi. In pač moje mnenje je, da tudi ko otroci že berejo, je treba čim več z njimi brati. To se pravi, ne glede na to, da že zna brati, pa lahko da že celega Harryja Potterja zna prebrati, se mi zdi, da je včasih zelo dobro, da z njimi še bereš naprej. Da se ohranja ta socialni stik Tako. in tudi razmišljanje. Ja. In potem druga stvar je tudi, potem to ne vseljiv, da otrok vidi knjiga seveda vrednota, kar ne pomeni, da mu te knjige vseljuješ, da vidiš, da smo v družini sami obdani s knjigami, da ti imaš knjigo kot vrednoto, se pravi, da ceniš to branje in tako naprej, na ne vseljivce, se pravi, da so strateško mogoče postavljene knjige po hiši. Kdaj kakšno pustiš, že tako, veš, da je mogoče, malo čez, ampak mogoče bo pa zgrabil, pa pogledal, pa predvsem, če smem uskočiti, samo se mi zdi ravno to, je ta nek grajenje nekega rituala branja, ampak to tudi da ostanemo, potem še ne beremo skupaj, tudi kot otroci znajo brati, predvsem tudi zaradi tega, kar je fino, da sledi branju pogovora. Se pravi, da se potem tudi z otroki pogovarjaš o prebranem, kaj je bilo znotraj, katere so te teme, kako se on odziva, se pravi, da jim pomagaš nekako predelati prebrane in obenem pač tudi graditi potem nek njihov, lahko rečemo temu, nek etični kompas skozi knjige. Jaz tudi sama potikam knjige, temu rečem, po celem stanovanju in opazujem, katera ali pritegne naslovnica, ali pritegne avtor, ali pritegne potem noter vsebina, ali pa mogoče, ko so mlajši. Oprusno si se spotaknil, potem pa kar. Saj so čisto tenke, pa tamle je Ulises, kar. Recimo 1001 noč, takole bilo je moj sin 10-letni že zagrabil. Se je spotaknil ob njo, gotovo se strinjam. Velikokrat se mi zdi, da v knjigah razmišljamo odrasli. Veliko govorimo o tem, kako je potrebno brati, pa vendar mislim, da jim damo premalo besede in premalo njih vprašamo o tem, kaj si mislijo. Zato smo zbrali nekaj, bom rekla, bralcev iz prebranih celic, zakaj pa oni radi berejo in prepričana sem, da bodo prepričali tudi vas. Živela sem Zarja, v bistvu zelo rada berem. Zelo mi je všeč, kako lahko čez knjige spoznavam različne zgodbe in potem v nek čist drug čas, po čist različne pogoje in spoznavam različne ljudi in se tako postavim v situacije, v katerih še nikoli nisem bila, pa mogoče tudi ne bom. Jaz rada berem, ker se ob tem sprostim in med branjem uživam, se tudi umirim. Rada jih imam predvsem zato, ker so zelo zabavne, včasih duhovite in v bistvu me popeljejo v nek nov svet dogodivščin in včasih tudi magije. Se mi zdi, da branje poudari našo domišljijo. Se mi zdi, da večinoma rada berem, zato ker grem bolj stran od realnosti in je zelo zanimivo se predstavljati, kako bi pa jaz odreagirala na podlagi tega, kako lik odreagira in se ukvarjati pač z neko fiktivno situacijo, ki je tukaj daleč stran od realnosti. Knjige so mi začele življenje zelo blizu, saj brez njih življenje ne bi bilo tako zanimivo in preistro, kot je. Jaz rada berem, ker me branje ponese v neko drugo realnost, v nek drug svet, ki mi dopušča, da se nekako odpočijem od tega sveta, v katerem jaz živim. Rada berem, ker je v prvi vrsti to zame način sproščanja in nekakšne umske meditacije. Daje mi pa tudi izredno velik občutek varnosti. Branje mi je zabavno, poživljajoče, hkrati pa zelo zanimivo in ponuja razmislek. Naši mladi bralci pravijo, da je branje nek tak užitek, ampak verjetno pa je za to potrebna tudi dobra motivacija. Damjan, ti imaš zanimivo tezo o tej neki bralni kondiciji. Primerjaš jo s tekom ali kako že, na dolge proge? Na kjerkoli proge v principu, ker je vedno na to, ker zdaj zelo tečem in potem nekako pogosto razmišljam ravno o tej kombinaciji branje pa tek, ker je največje delo opraviš, se pravi od kavča ali od posle do vrat, ki jih vodijo ven.
To je 80%, se pravi, največja motivacija rabiš do takrat. Ko odpreš vrata, ko začneš pač teči, si že upravil večji del. Enako je pri knjigi, doskrat se nam ne da spraviti branjo, in potem, ko enkrat padeš noter, seveda stečejo zadeve. Ne. Ampak to zdaj, in potem, to je pa potem na dolge proge, ko enkrat bereš, seveda, je pa to mentalno kondicijo seveda treba ohranjati iz več razlogov, seveda, je to ta zadeva, ki je sploh otrokom nekako treba privzgojiti, včasih mogoče malo še celo, da jih malo potisneš v to, da je pač to mentalno kondicijo oziroma miselno kondicijo treba negovati, da se pač ne sploh v tem današnjem svetu, ko je vse to hipne zadovolitve, ki dolgoročno ne prinašajo nič, tako kot pač hitra hrana ali pa karkoli, se nima veze. Vse, kar hitro zadovoljstvo prinaša, nekako na dolgoročno nima nekih učinkov. In branje pa to ravno to prinaša, seveda. Saj to zdaj govorimo o teorijo, zdaj, kot sem zdaj zelo pameten, doma imam seveda dve hčerki, ki je, jaz verjamem, da sem jim dal dovolj, potem pa nekako gresta svojo pot. In je, tako kot si že omenila, je treba jim potem, da tudi ni nek svoj glas, da se najdejo v tem svetu in tem branju in da je branje lahko tudi užitek, tako kot je tek lahko užitek, karkoli lahko užitek in da ni vse samo neka prisila in je treba brati v življenju seveda tudi stvari zaradi užitka, ne samo da bereš Prusta. Boštjan, kako ti si nas praviš k branju, ga je sploh potrebno spodbujati? Ne, mislim, ponovadi tako, do takrat, ko so dovoljeni ekrani, so itak ekrani prednost. Pa, ko ekranov ni več, so pa knjige zelo, zelo zanimive. Ponovadi je tako, ko zjutraj pridem na njegovo sobo ga buditi, če se že ne prebudi sam, da je šlo to zgleda tako, da pač moram stopati čez, ker je cela preproga nametana s knjigami, ker ima zelo tako, pač zelo bere, majhna pa par strani, pa drugo vzame in je pravzaprav lepo videti, kako so te knjige stalno v obtoku, pa sicer ne najdejo poti nazaj na police, takrat je treba pa moraš že dejansko se greš, tla so lava, da lahko sploh prideš kamorkoli v sobi, ker so tako prekrita in je, pa zdi se mi pač predvsem je to tukajle, kako ohranjati, mislim, jih spodbuditi do teh prvih korakov, pravzaprav jim dajati knjige, ki jih bojo posrkale vase. Zdaj, če spet govorimo pač anekdotično in družinski prijatelji so se kar pogovarjali, pa pravite, pač hčerka je zdaj 9. razred, ena knjiga ji manjka do konca bralne značke, pa se ji nič ne da. Imam eno, ker sem imel pogovor z neko pisateljico in so bile te najstniške teme, se pravi družabna omrežja, kako se ti prilagajaš svojo osebnost, pač zato, da bi bil nekaj te stvari, s katerimi že sem rekel, daj, tole knjigo ne probi in čez en teden dobim že pol, zdaj, bralna narejena. Treba jih je nagovoriti in se mi zdi, da imamo v Sloveniji, kljub temu, da se itak mladi zdaj tok in tok že konzumirajo v angleščini in obvladajo, kjer je pravzaprav kdaj pa tudi že slovenščina zaškripa na trenutke, moramo mi kar malo tudi ustrajati, da dajmo brati po slovensko in pač predvsem jim dajati kakovostno literaturo, ki pa jo imamo tako avtorsko kot prevodno, ki obravnava te teme, ki so njim blizu. Zdaj pač to, da gremo del s Škorcem pa v Ameriko, pa morajo pa mamo sredi tam morja v lanene, v ta platno zavijati, to je tako malo mogoče ni glih neki, pa v tem svetu, ki se tem mladim dogaja danes. Lahko sem še eno dodam pred stvar, ki je zelo pomembno, se mi zdi, da mogoče včasih moramo otrokom pustiti, da jim je dolg čas. Recimo, ker ne znajo več, mislim, nimajo tega koncepta več, da je nekaj dolg čas. Organiziramo in življenje in tudi organiziramo. Že sami ga imamo se te stvari, vsako sekundo je pač ne mora imeti zapolnjeno. In dostakrat smo se pri mlajši se mi to zgodilo, da je prišla do mene preko, da je dolg čas. Sem rekel, super. Sem rekel, kaj želiš od mene? V redu je. Ne rabiš mene. In potem je šla in potem čez čas sem videl, ali se je, ne vem, ker je bila še mlajša z Lego kockami ali pa karkoli, ali pa je začela risati, ali pa začela brati. Eno od takih stvari in iz tega mogoče tudi se malo rodi, da včasih mogoče na ta način tudi, ker mi pozabljamo, nam je bilo pogosto dolg, če se ga sprejmaš, pač tega ni več. Se mi zdi, da tudi mogoče en tak element, ki mogoče pripomore k temu.
Odlična iztočnica, Damjan, kaj ti prisluhnimo mladim, kako in zakaj se oni spravijo k branju. K branju se spravim, naprimer, ko mi je zelo dolg čas, pa nimam res nič za delati, se usedem, preberem par strani, to mi je vedno fajn. Večinoma ne potrebujem kakšne posebne spodbude k branju, so pa moje branje navade čisto odvisne od počutja in okolja. Tudi meni se je velikokrat težko spraviti brati, še posebej zadnje čase, ker sem velikokrat bila utrujena in je pa bilo veliko lažje iti na telefon in tam nekaj delati, kot pa se spraviti brati, ampak se probam vedno vrniti knjigam in si povedati, da je to res kakovostno preživeti čas in da se bom bolj počutila po temu. Branje pa mi postane še lažje, če si zadam cilj, naprimer število prebranih strani oziroma poglavij. In ja, čeprav kdaj še posebej, ko imam kaj za šolo prebrati ali pa kaj, ker imam že odpor do tega, zaradi tega, ker moram prebrati, mislim, probam najti to motivacijo vse in sam brati. Rada si najdem udoben prostor in prijetno svetlobo. Večinoma berem v postelji pred spanjem. Spravim pa se k branju tako, da najdem neko knjigo, ki me res zanima oziroma me potegne. In ko te knjiga enkrat potegne, ko prebereš začetek, ko se spraviš čez njega, pol gre takole. Ja, Jara nam je dala odlično iztočnico, da je potrebno najti oziroma da je glavna motivacija knjiga. Kaj vidva pravita, kje starši ali pa naši mladi poslušalci naj najdejo dobre knjige, kako naj se orientirajo, kam naj se obrnejo? Jaz zmeri pač, ko hodim po šolah, in zmeri na koncu rečem pač, knjige obstajajo za vse okuse. Knjige so pač, kar te zanima, knjiga obstaja definitivno. Najboljša stvar je tu knjižnica, poved knjižničarki, kaj te zanima in reči, zdaj me pa presenetite. Ker one pač to je bolj od kjerihkoli algoritmov. Ker te poznajo, ker one dobivajo direkt tudi povratne informacije od mladih bralk in bralcev, kaj s knjigami. In pač ja, mogoče prva knjiga še ne bo tako, ampak ko boš pa ti tudi sam vzel, knjigo 2, 3 in povedal knjižničarki, kjera ti je bila kul, kaj ti je bilo, ti bo tudi ona že znala bolj svetovati. Se pravi, predvsem, da te ni strah narediti tega koraka, in pač probati raziskovati. To mislim, da je najbolj zazihar način, kako prijeti do... Za tvojo starost in okus. Ja, pač da in tudi one bojo vedle in potem si... Za tvojo starost. Za mojo, mislim, za otrokovo. One bojo tudi vedle pol, kaj svetovati in seveda, večkrat, ko obiskuješ, pa že veš, kakšni bojo ostali na svoji, te neki starosti, eni bojo šli kuj naprej že, a lahko zdaj dobimo pa še unelih 600 stranskih knjig, ne 15, ker mi zmanjkuje doma branja, in to se potem prilagaja. Ne morem se bolj strinjati, mislim, knjižnice so zaklad. Mislim, to je neverjetno, to je, vnaprej uvedeš, da gre otrok s tabo v knjižnico, da pač razkažeš okolje, da veš, kako to deluje, potem pa čim bolj spodbujaš to, da otrok sam raziskuje knjižnice in to, mislim, to je največji možno, kar lahko daš otroku, da ga uvedeš v svet knjižnic. Kaj če tega ni? Kaj tisti, vsi imajo staršev, ki veliko berejo, vsi ne grejo v knjižnice? Šolske knjižnice, šolske knjižnice so tukaj ta, bi rekel, pomoč, ki je pač dejansko pa v stavbi, kjer je. Zdaj pa spet seveda odvisno, kakšna je ta šolska knjižnica. Zdaj ali je, da ima srečo, da je nek, kjer imajo sredstva za konstanten nakup novega materiala, pa da ga je lahko dovolj, ali je pa tako kot je kar dosti knjižnic žal podhranjenih in potem zbirajo nekako knjižničarke tam s pomočjo ravnateljev pa drugih v šoli, pač kaj bojo lahko pa gledajo, kaj s popustom, da dobijo. Tukaj se mi zdi, da bi morala tudi država storiti, nekaj pomagati za te knjižnice, da bi imeli pravzaprav mladi res že v svojem tem primarnem šolskem okolju možnost dobiti kakovostno čtivo. Jaz sem mnenja, da veliko k temu lahko pripomorejo tudi učitelji. Ja, absolutno. V prvem razredu učitelj mora biti po mojem mnenju tisti, ki večkrat peljejo otroke. Mislim pa seveda vrstniki, ki berejo, to se pravi, da vrstniki pokažejo, da je branje kul, ker pridejo otroci neko obdobje, ko dajo največje mnenje na vrstnike, starši niso več to pomembni, niso učitelji več to pomembni in tako naprej. Ampak ti temelji, ki pa so seveda, je pa šolska knjižnica, učitelji, starši,
knjižnice, sploh na to. Da se potem je to, kar si rekel, vrstniki, a ne, zelo je tega, nekaj imaš te popularne serije, pa vsi berejo, pa vsi hočejo brati zraven in pa potem pa, se mi zdi pa bolj pa, ko gremo pač v ta najstniška leta, pa če se pravi, da imamo konec osnovne šole, začetek srednje, ne, potem imamo pa pol tudi že druge, ne, kjer je že sama neka kognitivni procesi ne, se razvijajo in drugače potem tudi berejo literaturo, kjer je pa potem pol že tudi malo nekdaj tudi kakšno znamenje kakšnega upora lahko, ne, brali se prav, tako malo zarotniško, je ta knjiga, ne, tole smo pa, to se pa pravi, bilo pa ful hudo, ne, in potem krožijo, se zdi, da tudi vsaka generacija ima potem kakšno knjigo, ki tam, ne vem, ki si v srednji šoli tako zaokrož, pa ki mogoče tudi učitelji niso glih tisti ta prvi, ki bi jo priporočili. Ja. Kaj pa splet? Jaz mislim, da veliko vpliva na branje oziroma na izbor knjig ima danes tudi splet, družbena omrežja. Kaj menite o teh nekih knjižnih seznamih, ki jih beremo, ali pa nekih youtuberjih oziroma spletnih vplivnežih, ki nam predlagajo knjige? Ja, pri mladih tudi, zagotovo. Ja, seveda, vse imamo to zelo dobro stran, dobre knjige.si, recimo, ne, ampak glede, mislim, Facebooka in teh stvari se mi zdi, da je, recimo, Facebook je... Facebook ne moramo govoriti o osebah pod 30. Vse pravi, to je že neko tako zelo... Dom upokojencev na internetu, ja. Tako da, ja. Ja, ampak mislil sem to reči, da pač ja, to obdobje, recimo, pri mojih mlajših hčerki, recimo, nekaj zdaj že malo puščam te stvari, da je pač v tej fazi, ko je pač vsaka ta korejska zelo veliko in potem ona zelo rada bere stripe, super. In potem bere stripe v angleščini, bere pa se, mislim, vse te stvari bere, ne, super, ne. In potem se ta virus knjižni širi, potem še ko vidim, recimo med njenimi vrstniki, večinoma vrstnicami, no, ampak se širi potem to in si delijo stripe in tako naprej in take stvari. Ne? In tako, to je samo super. Meni se zdi dragoceno, da tudi med mladimi razširimo zavest, da ni branje zgolj to, da ti držiš res knjigo v roki, da branje je tudi pomembno, naprimer dober časopis ali pa tudi prek spleta, branje tudi spletno branje. Tudi, čeprav ne pri spletu so spet, ko splet je, to je tisto tudi, ki je Damjan prej omenil, ne, ta hitrost, pa ta trenutna zadovoljitev pri spletu, dostikrat nas potem prime, ne, da takoj, kaj možnost klikneš, itak samo daj novo informacijo in ravno tukaj je prednost knjig, ne, pa zdaj, ok, lahko so tudi pač e-knjige, ne, pa to, ampak se pravi, ko imaš nekaj tazga v rok, ne, moraš ti usmeriti svojo pozornost, ne, tako, kot si ti to primerjal s tekom, prej jaz pač meni je to kot neka joga ali pa fitness za možgane. Se pravi, da iz tega beganja sem pa tja, ko smo ga vajeni v tej hiperinformacijski dobi, ne, da se znaš ti umiriti, ne, da se sfokusiraš in ti dejansko potem pomaga tudi pri drugih stvareh. Ne. Branje je zelo tako zato koristno. Zdaj, ne, kako mladim to predstaviti, ampak seveda pa je jasno, ne, ni pa zdaj, da bi demonizirali nek medij samo zaradi tega, ker je elektronski ali pa to je jasno, pač kar hočeš, kar te zanima, boš iskal, boš našel in tukaj pa potem od vsakega posameznika odvisno, kaj bere, kje bere. Omenil si tudi e-bralnike. Vemo, da je to neke vrste nova knjiga, sodobna knjiga. Je to za vaju primerljiva bralna izkušnja, tiskana knjiga ali e-bralnik? Damjan, mogoče izvoli. Nimam nič proti, seveda, nobeni novih tehnologij, vse uporabljam in tako naprej, ne, seveda tudi e-bralnik, ampak nekako, čeprav ima neke vrste praktične, ne, kot dopusta, ampak jaz na dopust nosim tudi fizične knjige, nekako ta stik s knjigo mi je drugačen. Povej mi, da ne greš z avionom na dopust, ne da bi rekel, da ne greš z avionom na dopust. Mislim, ko grem na avion, je pa spet druga zadeva, ko pa jaz vseh drugih stvari ne morem nikoli brati. Če 10 ur letim, ne morem brati. Ne morem. In pa se ne silem, tako da nekako. Ne, ja, jaz sem predvsem vesel za e-bralnike, kadar gre za špehe. Se pravi, kaj je neka stvar 1500 strani, ne, fantazijskih knjigah ali pa kaj takega pride, je tako. Je pa res, da pogrešaš tisto, ne, pa zdaj, ok, bom vzel Planinski dnevnik, da ne bo kdo se zdaj, ne. Je tega, kaj bereš, ne, in če kaj bilo 3 strani, dosti lažje je s knjigo to narediti, s knjigo pogledati. Je pa seveda praktično, oziroma, ne vem, mogoče imaš avtorja, kakšnega tujega, ki bi ga rad bral takoj ob izidu, ne, in je zelo fino, pač klikneš
in imaš tam, in ti ni treba čakati teden, dva, da ti pošljajo knjigo. Kako sta še z zvočnimi knjigami? Je to, lahko sploh govorimo pri zvočnih knjigah še za branje ali poslušanje literature, ne nazadnje? Ja, pač drugi procesi spet, spet pač slušali zdaj. Jaz recimo pri sinu vidim, ker tudi posluša tudi v angleščini, on se recimo zvečer pred spanjem si naštima, da mu zvočna knjiga laufa in pol jaz pridem, ker že spi, ugasnem, je zaspal v tem. Jaz nekako sem nekaj časa poslušal določene stvari, ampak sem pogruntal, da preveč fokus mi vseeno uide in se pa, če za poslušanje sem bolj podcasti, pa se kakšne lahko rečemo, je to branje nekih lahko tudi poglobljenih člankov, ali pa kaj tazga, za določeni neki strokovni podcasti, ki so, ampak prav za audio knjigo, pa ne vem, mogoče, če si tak šok, da si jo daš gor ušesa, ki ga raštečt, ali kaj tazga, kjer je manj motilca, ampak ne, jaz sem, če gremo v naravo, imam jaz najraj zunanji hrup. Jaz rabim ptiče, jaz nikoli niti muzike, glasbe, ničesar ne poslušam, ko tečem, ampak se to reči, zvočne knjige so pri meni praktično ne obstajajo, so pa obstajale, ne vem, mogoče v 90-ih, ker je bila to neka novost. In smo potem prek tistih modemov, se še spomnim, sem jaz vlekel dol neko od Kinga, neko zvočno knjigo, ki je Kathy Bates brala, ker je bila super igra in pač ona brala to in pač ker je igralsko, mi je bilo super, sicer meni teden to vlekel dol, pa tudi nisem cele poslušal, ampak sem nekako se izpopolnjeval sem svojo angleščino tudi na ta način, ker sem knjigo držal in sem bral knjigo, pa poslušal zraven, pa se pravi izgovorjal vse te stvari in mi je bilo na ta način super. Se pravi, na ta način je bilo branje. Tako je, povej mi, da sem imel dobro oceno pri fonetiki, ne da poveš, da sem imel dobro oceno pri fonetiki. Preden nadaljujemo, nekaj prisluhnimo mladim, kaj njim prinaša branje? Mislim, da je branje pomembno, ker širi obzorja, besedni zaklad in z branjem se veliko naučiš. Iskreno se mi zdi, da mi ful pomaga branje pri mojih spisih in esejih, ker sem res ugotovila, kaj je bolj zanimivo, ker včasih se mi zdi, da sem naštevala pri domišljijskih spisih, sem naštevala, kaj se dogaja in to je bila moja zgodba, ampak pol, ko začneš brati, ugotoviš, da je več od sam naštevanja dogodkov. Branje spodbuja izoblikovanje lastnega mnenja in spodbuja kritično mišljenje, kar je v svetu zelo pomembno. In tudi ful mi je razširal tako obzorja in tako moje besedišče. Naučila sem se kakšne italijanske besede, kakšne francoske, ki so bile vmes še kar. Branje je tudi odlično orodje za spoznavanje samega sebe in za spopadanje z osebnimi čustvenimi težavami. Zelo spodbuja tudi tvojo pismenost in ta nek način z besedami. Sploh pri meni jaz opažam, da mi branje zelo pomaga tudi pri pisanju mojih stvari. Občutek po branju se tudi razlikuje od katerega koli drugega, naprimer po gledanju kakšne serije ali po občevanju s socialnimi omrežji. Saj imam po branju občutek, da sem res naredila nekaj koristnega zase, za svojo dušo in konec koncev tudi za svoje možgane. Saj verjamem, da je branje zelo dobra vaja za možgane. Boštjan, kaj bi dodal? Potrjujem, vsi govorimo isto, tako da jaz mislim, da lahko samo rečemo všečkite, šerite, ne vem. To pa pejte v knjižnico. Absolutno se strinjam s tem, zelo lepo so povedali te stvari, se pravi, z branjem greš navznoter, kar pomeni, da spoznavaš sebe, kar je zelo pomembno pri tej zadevi, ko bereš in spoznavaš sebe, je to, da sploh pri mladini, ki se še išče, ki se večina išče, vidiš, da nekako, ko z branjem vidiš, da nisi edini, sploh, ker imaš kakšne težave, da nisi edini, se pravi, da nisi edini na svetu s tem, ko bereš, se pravi, greš navznoter, ko greš pa navzven, je pa enako kot, ne vem, potovanje, ko greš spoznavanje drugih ljudi, različni mislečih ljudi, kultur in tako naprej, in potem se razvija ta empatija, ki absolutno razvija z branjem, Pa še tretja, verjetno pa itak besedni zaklad, ki ni samo s tem, da pač potem koliko besed poznaš, ampak s tem, ko se ti nekako ko se uriš v jeziku, zlasti v slovenščini, v materinščini, v kateri se izražamo, znaš lažje oblikovati misli in svoje mnenje izražati. In to je zelo pomembno. In potem se vidi potem pri ljudeh, recimo, ki berejo manj, pa ki berejo veliko.
Kako se bolje prepirajo, ne? Tako je. In te vedno prepričajo. Ena stvar, ki sem še reč, ki je pa resmo mogoče pogrešam, ne, je pa to, da super je krasno slišati mnenja mladine, ki bere. Bi me pa resmo strašno zanimalo mnenje otrok, ki ne berejo. Ne, to je recimo, veliko se naučiš od tega potem, ko otroci, ki ne berejo, ker to, kar govorijo, mi smo itak prepričani, pa vemo, zakaj se bere in kakšne so pozitivne stvari. Mi pa zelo dragoceno mnenje bi bilo otrok, ki ne berejo. Ne? Kaj za njih predstavlja branje? Ne? Oziroma, zakaj ne berejo? Potem morda najti ključe, kako povabiti vse literature. Ker je recimo zelo pomembno. Za osnovnih šolah, ker recimo tako kot Boštjan dela, kako po šolah gre, to je super. Zadnjič sem bral od Aljoša, je napisal na Facebooku zelo dober, ki je bil urednik Cankarjeve založbe, ki je bil na neki šoli in je napisal, kako je to pomembno, da se hodi po šolah in da hodijo uredniki, da hodijo avtori, da hodijo, ne vem, različni ljudje. Ja, recimo pomembno je tudi vključevati mlade k temu, se pravi, da to ni to, recimo kot je ta festival ITN, če jemljamo pa to, se pravi, da imajo tudi mladi besedo, ker konec koncev je, nekako se mi zdi, na nas je to pač, da pomagamo mladim vzljubiti knjige, ampak naj pol berejo sami, naj se sami pogovarjajo o njih, naj si sami svetujo, ker je vseeno bolj iskreno, bolj se poznajo, ne bi, veš, leta 45 smo pa brali tam eno knjigo, ker sem bil glih, in zdaj tole vam priporočam in so veliko bolj, znajo potem recimo tudi za to medvrstniško priporočanje, so bolj aktualni in bolj kompetentni. Ja, s tem razlogom sem tudi jih povabila, ker mislim, da morajo mladi prepričati mlade, da je branje nekaj dobrega, ne? Takole mi trije se imamo malce za poznavalce mladinske literature. Za konec pogovora stresimo z rokava 3 dobre knjige, ki jih je vredno brati. Vem, da je težko priporočati, da ima vsak na svoj način bere in svojo literaturo, pa vendar, mogoče kakšen nasvet za kakšno mamo, ki bi še rada svojega otroka pripričala. Absolutno, kar je bilo najboljša knjiga, kar je 7 minut čez polnoč mi je taka knjiga, ki me vedno pretrese, ki me vedno stres, mislim, ne vem, tudi gledam, ko sem gledal svojim otrokom, to je nekaj tazga, ki te raztrga, recimo, ne. Potem pa smo eno zelo dobro knjigo bral, ki se imenuje Drevo življenja, mislim, Drevo življenja, ki je taka super naslovnica iz... Zelene barve? Ne, sive je, nima veze, ampak zelo lepa, taka mladinska knjiga je, pa še eno, mogoče lahko priporočim, ki sem jo pa hčerki na knjižnem sejmu, kupuje pa Imaginarni svetovi Edgarja Kausa. Neka slovenska, ne? Ja, slovenska, in je super, ker je mlada pisateljica, zelo mlada je, ne? In je ta fantazijska knjiga in to, in moram to reči, mislim, jaz sem jo kupil pa to, ker je hčerka mi pomagala na enem knjižnem sejmu, ko smo ga priredili, in je punca, ki je delala z mano na knjižnem sejmu, pa je mogoče 10 let starejša od moje hčerke, je tako jo gledala, je tako kot da je boginjo, pač, ker je tako nekako, ne vem, vzela si je to in potem, ko je ona to knjigo priporočila, je potem mene masirala, da zdaj moram pa jaz to knjigo nujno kupiti in se na en način, kako je do te knjige prišla. Jaz sem rekel, zdaj bo še leta 45, ker smo rekel, ampak zaradi tega, ker je tudi zdaj ravno kar išel ponad iz Hrošč leti v somraku. Od Marije Gripe se mi zdi ena taka, v Sinjem galebu je bila to, je pač moja najstniška leta, ena taka super mešanca večjih žanrov, malo srhljivke, malo nadnaravnega, neki ljubezenska zgodba, zgodovina, pa ljubezenske zgodbe glih to, da tudi fantje ne delajo zraven, ne. Potem bom rekel pa od Johna Greena, bom kar je rekel, Krive so zvezde, pa ne zdaj zaradi tega, ker smo jaz prevajal, ampak zato, ker se res zdi, da so te liki noter res tako iskreno živi, da verjameš, da gre za resnične ljudi, pač z vsemi dobrimi, slabimi stvarmi. Anekdota meni je, ker sem to prevajal in na 2/3 knjige ena od oseb umre. Eno, ker sem ti stavek prevedel, jaz sem bil toliko investiran vanje, da ker sem ti stavek prevedel, sem tako gledal v ekran in začel sam se počitati, zakaj sem jaz to prevedel, ker sem imel jaz občutek, da sem jaz to osebo ubil. Tretja stvar pa rekel, dajte kakšen strip, pa zdaj, če sem malo mlajši, rekel, a ki si?
ki je super stvar, ki je prvige vage knjige, ker je glih pač ven iz nekega tega klasičnega slovenskega, bi rekel, evropsko-ameriškega kulturnega miljeja o deklici doslovno koščene obale, za kakšne starejše pa mogoče pa kakšna graščina, so tudi fine, pač ker se spet igrajo z nekimi zakonitostimi določenega žanra, ki je mladim blizu in ga zelo tako subverzivno potem jemljajo. Strinjam. Poznata Amari, ste že slišala? Amari? Ja. V naši oddaji so priporočili mladi in sama sem jo prebrala. Odlična fantazijska zgodba o mladem dekletu, ki se znajde pač na neki pomembni preizkušnji v življenju. Res odlično. Moj sin pravi, da je bolje kot Harry Potter. Super. Potem Leteča učilnica. To je tudi eno tako zanimivo delo, ki govori o romskih otrokih, ki pridejo v letečo učilnico in sprejemanju drugačnih, kar se meni zdi zelo dragoceno, da tudi naši mladi berejo. Potem pa še, vem, da Boštjan, mislim, da tudi ti poznaš Dnevi na otoku. Samson Gideon. Mislim, nizozemski jaz sem pisatelj, z njim imel pogovor. Odlični zasuki v knjigi in tudi tokrat se mi zdi, da tudi ta govori o tem sprejemanju drugačnosti. Skratka, odlične, veliko je dobre literature, menim, le brskati je potrebno in brati in potem tudi spraševati o knjigah in o njih razmišljati. Pa mi smo zdaj govorili tako o prozi, pa stripih, dajte si poiskati tudi kakšno poezijo. Dajte kakšno poezijo, to zmeri tako radi spregledamo, ampak... Drobne pesmi, sta prebrala Vina Štempes-Mavc, drobne pesmi, najnovejše. Jaz bom pa pol rekel 4, čeprav to niso tako pesmi, 4 drobne črne mravljice, ampak zdaj ta, ki jo je naredil Lavrič, Maličarov Oto in druga Golazen, ki so pač otroške pesmi za odrasle. Se mi zdi tudi tako, kjerikoli stopni bereš, pač nekaj pobereš. Ampak ja, dajte tudi kakšno poezijo, ker se mi zdi, da ker vse poezija je najbolj intimna od vseh branj. Poezija pač ti nekaj zgodba potegne, ker bereš proz nekto. Poezija je pa res pravzaprav večina poezije se ti pa tle not zgodi. Pač prebereš in kad ti nekaj naredi. Ker to so te zbirke, ki so, ne vem, ali bo Zlata ptica, pa ne vem, kaj so te zbirke, ki so... Od Andreja Ilca, te zbirke, ki so 100 komadov, pa še 100 komadov, in pa so bili še, zdaj še za drugi komadi, zdaj so še te nezbrani komadi, pa super, ker je res zelo širok razpon od, ne vem, od zmelkov do jicel, pa ne vem kaj vse, klasikov sodobnih in je super, ker jo pač odpreš na neki naključni strani, prebereš nekaj in je tako, da ja. Veš, kako jaz moja otroka motiviram za poezijo? Vedno imamo pri mizi knjigo, pač neko poezijo in potem vedno listam in rečem, danes pa ti izbereš, pa rečeš stop. Super. Ja, in potem stop in potem ful ponosen, pač katerkoli izbere, danes pa moja pesem in bo, ne vem, zdaj imamo Ježka in beremo Ježka. Čeprav se mi zdi, da včasih veliko ne razumejo, ampak jim ostane in podobno. Tudi sami o tem reči. To je super. Kaj bomo brali danes, otroci? Elon Landler, Elon Landler. Hvala lepa za čudovit pogovor. Hvala. Beletrina. Uživo.